Še v tisti debati ljudje niso odkrivali to, koliko smo Slovenci zaprti, prikrito fašistoidi in tako naprej, ampak ali so mogoče na to vplivali lunine mene, ki so v tistem času bili ravno, ne vem, kakšen položaj. Skratka, kaj to pove o medijih, hkrati pa, recimo, meni je bilo zanimivo, ta odziv na to knjigo. Vsi so rekli, Jure, ja, lepo, zapest esejev, delo mladega posameznika, skratka 18 let in tako naprej. Mladini so rekli, verjetno najpametnejši 18-letnik v Sloveniji. To so jim potem meni učitelji, če sem jaz za to kriv. Da si kriv zakaj? Ja, za taki zapis v mladini so se jim malo posmehnili. Ok, pa vseeno to na nek prikrit način izkazuje kaj? Kaj pove to o slovenski mladini, če je pravzaprav nekako presenečenje, če nekdo pri takšnih letih izkazuje neko kritično ne smemo pozabiti na to, če bi se s preostalim ljudstvom ravnalo tako, kot se ravna z mladino, ne bi že zdavno izbruhnila revolucija. Ker položaj, rečemo, tretma, ki ga doživljajo ljudje tam, rečemo, med 15 in 14 letom, je popolnoma enak, kot smo ga nekoč imeli rezerviranega za črnce ali pa za ženske. To so ljudje, ki niso na civilizirani stopnji, ne znajo se odgovorno obnašati, neumni so, prazne glave imajo, samo užitek iščejo. To so klasični argumenti, s katerimi se je pred 100 leti govorilo, zakaj recimo ameriški črnci ne smejo voliti. Ja, to so živali. In enak odnos je še danes. Šola pri tem močno podpira. Šola je v končni fazi še vedno sistem prikritega sadizma. Že včeraj je pisal Slavko Gaber, recimo v časopisu, da šola mora biti neprijetna. Zato, ker človek lahko najde večji užitek v piflanju, v učenju na pamet, v trdnem delu, v tečnosti, ker mu to potem omogoča večjo razsvetlitev in tako naprej. Se pravi, še vedno mi živimo v sistemu, ki pač mladih ljudi ne smatra kot enakovrednih partnerjev. Ti ljudje so pač butasti, pijejo, seksajo, že pri 14, ne se vemo, tretjina 16-letnikov ni več devičnikov in devic, ja, samo razbijajo in tako naprej. To je močen predsodek, to je konec koncev podcenjevanje, ki se lahko samo še veča, ker če gledamo procentualni delež mladih v populaciji upada, recimo je to maš popust za upokojence, ne več za mlade, Marketing je danes usmerjen v najstarejše, ne več v najmlajše, kar je paradoksalno, ker 50 let so najbolj šibali mladost, najstniškost, najstniški idol in tako naprej. Čeprav mislim, da vseeno gre, zmeraj, ko prideš te neke velike gigante, Špar, Tuš in tako naprej, dobiš potem v Tušu, dobiš neke Disneyjeve slikice, če nakupiš čez ne vem koliko evrov po Šparu, neke Lego kocke, skratka vseeno se skuša igrati na otroke kot na neko potencijalno tržno nišo. To je bilo bolj mišljeno verjetno starša. Je verjetno tudi, da gredo potem starši še z veseljem, še več kupijo, zato ker pač otroci tisto zbirajo, oziroma so se nekako že vpeljali v ta kompleks. Skratka, mislim, da vseeno, ko bi rekel, trg še ostaja pameten, še nekako vsako luknjo bomo izkoristili. Seveda. Ampak zdaj imamo dve teme. Na eni strani šolstvo, na drugi mladino. Zanima me mladina, ko praviš, da je šolstvo na nek način prikrit sadizem. Potem so današnji dijaki, študenti tako naprej, nekako prikriti mazohisti, ker recimo ravno raziskave, ki so bile opravljene v letu 2010, strani Mariborske filozofske fakultete, trdijo pravzaprav, da se leta 2010 primerjavi z mladino leta 2095 nič praktičnega ni spremenilo. Še zmeraj so veliki optimisti, čeprav so pa družbeno kritični. Kako to gre recimo skupaj po ekonomski krizi 2007-2008, družbeno kritičnost in nek optimizem v prihodnost. Ali to govori o neki relativni apatiji mladine, ki pravzaprav vlada sama z nekimi dodatki, privilegiji, kot je študentsko delo, podaljšan študij, štipendije in tako naprej, skuša obdržati kot relativno neefektivno populacijo, ki pravzaprav je v nekakšni zibelki zavita nekovato in zato ne skuša reagirati. Ali je to kaj drugega? Dobro. Rečemo, gre za popolno pomanjkanje možnosti. Mladina predstavlja, rečemo 15% populacije. Mladi pred 18 letom nimajo volilne pravice. Se pravi, politično gre za izjemno šibko silo, ker imajo malo volivcev. Nimajo finančne moči. Družba jih že vnaprej rečemo
odsuva na stran zaradi predsodkov. Ne? Se pravi, v takem primeru imamo pač rečeno 3 poti. Ne? Ena je pot bluza, ne? Ko pojemo pesmi, kak nam je slabo, ne? Pa je to konec. Ne? Potem imaš pot punka, se pravi, gremo razbijati, ne? Pa se poleg še ubijamo po možnosti, ne? Ali pa to, da upamo, da nam bo pa mogoče boljše v prihodnosti. Ne? To je pač tudi, že tudi pot krščanstva. Ne? Trpi zdaj, v prihodnosti bo boljše, mogoče prišel v nebesa. Ne? In tu je enako, ne? Lepo, ja, potrpi je osnovna šola, sej je samo 9 let, potem bo gimnazija, ne? Ja, sej je samo 4 leta, potrpi sej samo še 6 let fakulteta, ne? Potem ja, potrpi še malo, mogoče boš 5 let na zavodu, ampak boš dobil službo, ne? Optimizem v tem primeru je nujno potreben, ker je to edina, rečemo, edina ograja, ki ločuje mladino od destruktivizma in samodestruktivizma. Ker aktivne moči nima, da bi karkoli spremenilo, ne? Se pravi, lahko nastane še samo London, ne? To, kar se je zdaj zgodilo. In druge poti praktično ni, se pravi, ali imaš London, ne? Ali pa imaš ljudi zastrupljene z optimizmom v današnjem svetu. Kar je sicer oboje slaba možnost, ne? Ampak kaj nam še preostane? Opcije zmanjkalo. Razen, če damo volilno pravico vsem, ki so stari na 12 let, ne? Kaj pa potem se predstavljamo, kaj se bo zgodilo, ne? Kar se tega tiče, recimo, ne vem, tretjina ljudi nekako je zaposlena v šolskem sektorju javnem, mislim, da je to kar neka potencialna, tudi revolucionarna moč. In skratka, da se mogoče tudi ni zgolj to, da bi bila, ko bi rekel, ne gre za populacijo, ki bi imela moč, če bi nekako obstajale stvari, ki so bile mogoče samoumevne pred, ne vem, 50 leti, kot je neka študentska kontrakultura, kakorkoli že. Ja. Danes je vse bolj nekako, ne ta francoski pisec, borec iz druge svetovne vojne, Stefan Hesse, je pisal knjigo z naslovom Dvignite se, ne, razjezite se, skratka, naredite nekaj. Gre za človeka, ki ima nek zgodovinski spomin, ki je nekaj v življenju dosegel, ne, spremenil in tako naprej. Letos, aprila, ko je pri nas v Slovenijo prišel prevod te knjige, pa je v Franciji išla nekakšna parodija na to zadevo, parodija pisca za pseudonimom, ne, z naslovom Epilegu, skratka, pobrite se, skratka, ne, knjiga je šla pred poletnimi počitnicami, ne, kot pravzaprav nek poziv študentski kulturi, ne, da naj grejo na počitnice, naj se imajo lepo, naj se tam lepo uredijo, poskrbijo za lasen videz, ne, skratka, važen je posameznik, nek posameznikov narcizem, to, kar se pa dogaja v družbi, pa pravzaprav nima smisla. Skratka, gre za neko to neoliberalno ločitev, ki jo je pač inaugurirala že Margaret Thatcher, ki je rekla, da družba ne obstaja zgolj neki atomizirani posamezniki in dejansko so danes to posamezniki vzeli za res in jemljajo družbeno prihodnost kot ločeno od osebne prihodnosti in so lahko glede osebne prihodnosti zelo optimistični, glede družbene pa pravzaprav ne. To tudi. Ja, tudi to je, rečemo, optimizem v preobleki, ne? Prepričan, da bom jaz uspel, ne? Družba pa ne bo, ne? Je super, jaz bom milijonar, ne? Vsi ostali bodo reveži, dol mi visi, ne? Ampak jaz bom pa uspel, ne? To je zopet optimizem v preobleki, ne? In če pogledamo, jaz osebno bi rekel, da se recimo vpliv kontrakultur precenjuje, ne? Recimo so hipi ukinili Vietnamsko vojno. Ne, sami so izginili 4 leta pred koncem Vietnama, ne? Tako da vedno ta problem, da se družbene spremembe ali komercializirajo, ne? Ali pa same od sebe izvenijo, zato ker niso, rečemo, ali dovolj politično močne, ali dovolj, recimo, tudi vojaško agresivne, ne? Ker spremembe zahtevajo neko moč. In to ne moč prepričanja, ampak dejansko moč vplivanja, ne? Kar zahteva ali finančno, ali orožno moč, ne? Kako pa potem komentiraš pač te izgrede, recimo v Londonu, pa tudi v Španiji, ki niso imeli nekega dejanskega programa, ampak so zgolj, recimo, zahtevali več delovnih mest, večjo ekološko ozaveščenost? No, med Londonom in Španijo je velika razlika, ne? Ker v Španiji so imeli, recimo, predvsem protest razočaranja, zanimivo mirni protest, ne? Pričakovali,
na jugu so vedno kao bolj vroče krvi, ne? To pravi, tam bi najbolj pričakovali razbijanje. Ne? Pa še dali so se tako imene. Ja, prava demokracija. Ne? V Londonu smo imeli izključno in samo eksistenčne nerede. Ne? Recimo, ko so imeli intervju z razbijači, ne? Kaj so kradli. Eden je našteval plenice, otroške oblekice. Ne? Zakaj? Zato, ker je star 16 let pa ima sina. Ne? Super. Ne? Potem večino, če ima demokracija že, rečemo, je vsaj protipolitična, ne? Nočemo tega, kar imamo zdaj. Ne? V Londonu ni bilo niti tega, ker mislim, da samo v Londonu so dejansko oplenili tudi bolj bogataške četrti. Ne? Povsod druge so kradli dejansko po svojih sosedskah, ne? Ropali so same sebe. Ne? To nakazuje prvič na popolno pomanjkanje domišljije, ne? Drugič na, rečemo, samo tudi neko neumnost izgrednikov, ker če so že šli razbijati pa krast, ne? So kradli ravno od tistih, ki jim ne bi smeli. Ne? Ker glavna podpora vsakega konzervatizma, nasilja, fašizma je običajno nižji srednji razred. Ne? Zaradi to so ljudi, ki se jih je treba lotiti na zadnje, ker bodo delali največ težav. Ker imajo na nek način še nekaj finančne moči in hkrati veliko volilno moč, ker jih je dosti. Ne? Tako da v Londonu smo res imeli izključno in samo eksistenčne nerede, katerih glavni namen je bila, rečemo, finančna okrepitev tistih roparjev, ker če upoštevamo, to so ljudje ne samo, ki ne delajo, ki ne bodo mogli nikoli delati, prvič zato, ker ni zaposlitev za njih, drugič, vkolikor so že zaposlitve, so dostopne z neko mero izobrazbe, ki si jo oni sami ne morejo kupiti. Ne? Torej ti bi se strinjal s Cameronom, ki je dejal, da so to kriminalci, skratka navadni lopovi, katerih ne smemo videti ničesar več kot zgolj to. Ja, no, vsak zločin ima različne razlage, ne? Se vemo, Cameron je povedal resnico, to niso bili politični uporniki, to so bili res ropari, ne? Ampak zdaj pa lahko tudi rečemo po Marksovu, ne? Zločin je eksistencialistična nujnost za te ljudi. Od česa naj živijo, ne? Socialna podpora, če jo dobijo, ne? Skratka, gre vsekako za nek odziv na aktualno ekonomsko situacijo. Mogoče, ta ekonomska situacija je za njih aktualna že 50 let. Ne? Ti ljudje nimajo pravic, izobrazba je zaplačati, zdravstvo je zaplačati, najemnine so drage, poleg tega so za povrh še niso beli, ne? Pa po možnosti še niso kristjani, kar so še dodatne težave. Se pravi, za te ljudi to ni sodobna ekonomska situacija, to je trajna ekonomska situacija, s katero se ne morejo rešiti. Ne? Tako da tukaj v tem primeru res je, to so ropari, to so zločinci, ki so taki zato, ker nimajo druge možnosti. Verjetno, če ima nekdo službo, ne? Ima zanesljivo službo, ve, da bo dobil penzijo, ne? Ve, da bodo njegovi otroci izobraženi. Ali bo šel tak človek razbijati in krast po trgovinah? Zelo malo verjetno, ne? Ker mu tega ni potrebno storiti. Zdaj recimo, ko si prej omenjal, te pač delitve na sloje in trgovine, zanimivo je bilo, da so ljudje dejansko čez nižjih slojev, pa tudi iz višjih, kradli zelo luksuznih trgovin. Skratka, zadeve, ki si jih sicer ne morejo privoščiti. In kaj to pomeni? Da dejansko živimo v neki družbi, kjer se sistem lahko ohranja še zgolj na tak način, da pravzaprav ljudje verjamejo, da bodo pa nekoč tudi oni splezali po tej družbeni lestvici, da bodo tudi nekoč oni neki aristokrati, da bodo oni zadeli na loteriji. Recimo glavne novice v svetu danes so, kako neki delavci, ki so bili v Kanadi prejšnji dan odpoščeni, potem naslednji dan naenkrat vsi zadanejo kompletno srečko in so preskrbljeni do konca življenja. Skratka, a se ti ne zdi, da ravno zgolj neka taka verjetja v nek hipen zasuk, brez neke substance, brez neke vsebine, lahko prinese posamezniku srečo? Da je ravno to tisto, kar pravzaprav... Rečemo tako, brez spremembe brez spremembe nekega družbenega sistema, ne? Je to edino mnenje, ki lahko prinaša srečo, ne? Zato, ker rečemo neko soočenje z realnostjo. Reven si. Vedno boš reven. Tvoji otroci bodo še revnejši od tebe, ne? Ja, kaj to prinaša srečo, ne? To ni ravno neka srečni obet, ne?
In to je realnost za večino ljudi v zahodni Evropi, ki je bistveno več kot v Sloveniji, pa pri nas je bistveno več kot mogoče kje drugje. Ne? To zagotovo niso dobri obeti. Tako da to zahteva verjetje v boljši jutri, zato ker je to edino, če pač